Pozdravljeni! Kljub temu, da je bila dirka za veliko nagrado Avstralije odpovedana, mislim, da si vsi zaslužimo kratek komentar dogajanja. Namreč v preteklih dneh sem naredil kar nekaj prispevkov, kateri znajo biti danes, v petek 13. marca 2020, še kako aktualni. Namreč govoril sem o tem, kakšna grožnja je koronavirus za cirkus Formule 1, kaj pomeni odpoved določenih dirk in na konec koncu smo obdelali tudi temo, koliko dirk je potrebnih, da bo svetovno prvenstvo Formule 1 sploh veljavno. A med vsem drugim sem se dotaknil tudi teme v tistem prispevku, kjer sem govoril o goljufih v Formuli 1. Zanimiva tematika, katera se je dotaknila tudi malce medijev in poročanja z določenih dogodkov. A k temu se bomo vrnili. Namreč v mnogih medijih lahko zasledimo novico, kako je FIA nesposobna, kakšna burleska se je dogajala včeraj v Avstraliji, brez da bi se pravzaprav zavedali, kakšni interesi so za Formulo 1, kdo mora odločati. FIA ne prireja ne svetovnega prvenstva in ne organizira posamezne dirke, ter se moramo vprašati nekaj določenih vprašanj. Res, Lewis Hamilton je imel prav, povedal je, da Formulo 1 vodi tudi denar. No, on ni rekel tudi, a sam sem dodal to besedo. No, mnogi izmed vas ste tudi naročeni na to internetno televizijo Formule 1. Plačali ste naročnino in ker je dirka odpadla, upam, da boste zahtevali nazaj vaš denar. Upravičeno seveda. In tisti, ki so odločali, ali dirka bo ali ne bo, so se morali vprašati tudi s posledicami njihovih odločitev. Zato je bil potreben čas. A mnogi mediji so planili in hoteli takoj odločitev, katera še ni bila sprejeta. Videli smo po raznih medijih, kjer so še danes prisotni članki, da dirka bo, da je ne bo, da bo, pa da mogoče bo, pa brez publike in na koncu ne bo. Mediji kot so Sky so najprej objavili, da dirka bo iz seveda notranjih zaupnih virov kot običajno, nato so se obrnili za 180 stopinj in povedali, da dirke ne bo. In pri nas v Sloveniji seveda isto. Nihče izmed naših medijev nima nekoga na terenu, ki bi jim pravil interne informacije o tem, kaj se dogaja v cirkusu Formule 1. Bodimo realni. Le prepisujejo in prevajajo vire iz tujine. Isto počnem tudi jaz, da smo iz sina jasne. A kljub vsemu treba je imeti neko distanco in tudi to bom podrobno razdelil. Videli smo novice, katere so bile objavljene 12. marca, to se pravi še preden je bilo vse skupaj uradno, kjer so nekateri zapisali, da 10 ekip Formule 1 se je strinjalo s tem, da bo dirka odpovedana. 10? Kako bi se to lahko zgodilo, če je McLaren že lepo spakiral kovčke in dal izjavo, da njih zdraven? Ni. Na koncu smo danes vedeli, da le 3 ekipe bi pa dirko izvedle pod določenimi pogoji. To se pravi spet poročanje o nekih informacijah, katere so bile nepreverjene in kar je hujše tudi nerealne. V svetu Formule 1 smo imeli genialne posameznike. Eden izmed njih je bil Colin Chapman, kateri je 17. julija 1975 spisal dokument o tem, kakšne naj bi bile lastnosti bolidov v bodočnosti. In seveda na prvi pogled ta dokument nima kakšne zveze s tistim, kar obdelujem danes, a malce potrpljenje, razumeli boste zakaj. Na začetku tega dokumenta je razpravljal o tem, kaj je bistvo bolida Formule 1. In, parafrazirano, poenostavljeno povedal je, da ena in edina smiselna lastnost bolida je ta, da mora zmagovati dirke. Drugače je samo zapravljanje časa, denarja in naporov. In s tem se s Colinom strinjam. In da to doseže, je enostavno edino to, da kroži po progi hitreje kot drugi. In tudi s tem se vsi strinjamo, mislim, da v tem ni dvoma. In to kroženje mora doseči z manj napora voznika, z manj obrabe materialov, pneumatik, z manjšo porabo goriva in tako naprej. In šele, ko to dosežemo, se lahko sprašujemo o varnosti bolida, o ceni razvoja, o vzdrževanju in tako naprej. A Colin Chapman se je v naslednji vrstici dotaknil tudi neke filozofske teme, katera se da uporabiti tudi pri nas, tistih, ki se ukvarjamo s Formulo 1, tisti, ki imamo radi Formulo 1. Ko je povedal vse te lastnosti bolida, je dodal še nekaj. Dovolj dobro, enostavno
ni dovolj za zmagati in zmagovati v Formuli 1. In zato sem tudi sam kritičen do tistih, ki pravijo, no, saj je dobro, imamo vsaj prenose v slovenskem jeziku. Ne, moramo imeti najboljše, katere si lahko privoščimo. Nekega polovičarstva v Formuli 1 ni. In prav to polovičarstvo je bilo prisotno v zadnjih dneh, v zadnjih urah pri poročanju iz Formule 1. Glavno je bilo, da se najprej prvi objavi neko novico, katera se je izkazala za lažna. Mnogi so prodajali novice, svoja mnenja, katera so bila nepreverjena in neargumentirana. In še bi lahko našteval. Mnogi navdušenci so pobrali ta mnenja kot resnična, ter nastala je zmeda. Zmeda v času, kjer je panika oziroma zaskrbljenost edina stvar, kateri se moramo izogniti. In namesto, da bi bil šport nekaj lepega, nekaj zanimivega, neka sprostitev, je postal še ta vir napetosti. Napačne odločbe. In poglejmo, kak odmev so dobili izjave Lewisa Hamiltona ter Sebastiana Vettela. Lewis Hamilton je lepo povedal, da ne razume situacije, da vidi, da vlada samo denar v Formuli 1. Konec koncu sam nisem zasledil Tota Wolffa s kako avtomatsko puško in bajonetom, kateri je prisilil Lewisa Hamiltona, da gre v Mercedes dvojni V11. Še več, Mercedes je bila ena izmed tistih ekip, katera je uradno bila proti dirki za veliko nagrado Avstralije. Če Lewis Hamilton se ni počutil, da bi dirkal, bi lepo na konferenci povedal, glejte, ne čutim se, danes ne bom sodeloval na dirki. In Sebastian Vettel po drugi strani je bil na njegovi strani, povedal je, da svet Formule 1 bi mogel malce zategniti ročno zavoro. No, Sebastian Vettel ni pravzaprav zategnil ročne zavore, prej kot da bi zategnil kako zavoro je pospešil, kajti on in Kimi Räikkönen sta zapustila Avstralijo še preden je bilo uradno, da dirke ne bo. Toliko o koherentnosti in skladnosti z izjavami. Ukolikor oba se nista strinjala z izvedbo dirke, kaj sta sploh tam počela? Upam, da se s tem vsi strinjamo. In seveda, možno bi bilo dobiti še nekaj drugih izjav. A, naprimer, tista, katera me je najbolj spravila v smeh v raznih medijih, je izjava Helmuta Marka, kako je bil sedaj prepričan, da prva dirka v sezoni 2020 bo tista v Azerbajdžanu. Kako, gospod Helmut, a ni bil koronavirus neke vrste gripe, nič resnega? Zakaj ga nihče izmed novinarjev ni vprašal, kako da se je tako obrnil v svojem mnenju, čeprav je le nekaj ur pred tem govoril svoje resnice? In seveda, kaj bi pričakoval od takih poročevalcev, prevajalcev, prepisovalcev, ki nimajo dovolj poguma, da bi vprašali zanimiva vprašanja? A seveda smo v svetu, kjer vsak kreten lahko odpre svoj medij in o njem poroča. In prvi izmed kretenov sem seveda sam. A to, da imam pravico povedati svoje mnenje, še ne pomeni, da za vsako stvar imam dolžnost izraziti svoje mnenje. In tega se malo kdo zaveda. Mnogi izmed vas se sprašujete, zakaj danes v Formuli 1 so karakteri voznikov, lastnikov ekipe taki, kot so in čisto drugačni od tistih, ki so bili v preteklosti. Podam mojo lastno interpretacijo. Namreč danes izbiramo take karakterje, kateri so podobni nam. V preteklosti so bili v Formuli 1 taki karakteri, kateri smo si mi želeli, da bi bili podobni njim. In v tem je bistvena razlika. Če bi lahko označil enega in samega zmagovalca velike nagrade Avstralije v letu 2020, čeprav dirke ni bilo, je to ekipa McLarena. Odločili so se, prav ali narobe, o tem ne bom razsojal, in držali svojo besedo, držali so se svojih načel ter odšli, ne glede na posledice. In to je v mojih očeh spoštovanja vredno. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.